Živel sem v novem vlogu. Evo, danes je vreme bolj za en drek, tako da bova imela bolj easy dan. Zdaj bom uredila slike, ki se jih v 4 dneh nabrali 316, tako da kar nekaj dela. Pol pa verjetno bova šla malo naprej. Ne veva še v bistvu. Tukaj ne vem, če se vidi, najbrž ne, ampak ful se dol spuščamo, ker smo v tunelu pod vodo. Ti tuneli so kar strmi, ampak imajo največ 10% naklon. Prvo grejo ful dol, pa se takoj nazaj gor usmerijo. Jih pa gradijo iz obeh strani naenkrat, da so čim prej zgrajeni. Evo, midva so se med potjo pelala čez en most in sva ugotovila, da dol zgleda dober za ribart, tako da sva se ustavila, pojedla kosilo, zdaj greva pa probat kaj ujeti. No, da povem celo zgodbo. Jaz sem najprej lovila ene 15 minut in pol me je zebs začel in sem rekla brez veze, tako ni rib. Grem jaz not v kemper počakat Roka, ki bo itak kmalu prišel. No in on pride zdaj čez ene slabo uro nazaj s 7 ribami, tako da juhej, Rok! Ja. A si kaj vesel? Ja, za nekaj dni bo za kosilo. Ja. Zdaj jih tehtava. In to še ene najljubše ribe. Ena je ne najljubša, ampak drugače so pa te skuše, ki so najboljše. Tako da ja, no, moja tekmovalnost je zdaj malo jezna nanega, ampak dobro, bo pa zelo dobro kosilo. No, kar velik njih. Dobro jutro, evo nama se danes nikamor ne mudi, tako da se Nastja zdajle zjutraj spravlja pisati blog. Jaz sem pa ta čas zdajle pripravljam za čiščenje, za pranje oblek. Takole, tle imamo vedro, tukaj uporabljava ene take krogelce ekološke, da lahko pol odlijeva v naravo, ostanek vode, to je namesto detergenta, tako da ja. No, Rok, prosim zdaj razloži meni pa vsem ljudem, kaj si ti to zdaj naštimal. To je moja inovacija. Aha. To sem zdaj tle dal obe srcunje, tole je od metle palca, štil, in tole je gurtna, ki imava za vrata drugače, za hakla, da se nama ne more odpreti od zunaj. In tlele je glih lepo ventilator od grelca, tako da se cunje zelo hitro sušijo, tako da v bistvu to je najin sušilc. Aha, super. Fantastično. Se je treba znajti, ne? Ja, ni druge. Sva se glihkar zbudila. Zdaj bomo tukaj na tem mestu do popoldneva, pa gremo pa gledati kite. Juhej! Ja. A si kaj excited? Ja, ko mi čakam. Ja, jaz tudi. Upam, da jih vidimo. Ja, čim več. Jaz sem že čist slabo spala zaradi tega, ker sem že čist živčna. Tako da upam, da jih bo veliko. Tako da se vidimo na kitih.
15 kitov, ful so navdušena, ker je bilo res ful dobro. Videli smo 3 kite, sicer je bilo tudi zelo mrzlo, ampak ja, malo so premražena. Ampak ja, je bilo res vredno, ker so tudi ful veliko stvari o kitih izvedla. Naprimer, a ste vi vedeli, da so bili včasih 4-nožci kiti, to mi dva niso vedela, in da imajo še zdaj take štrcle zadaj, se vidi na okostju, da so imeli včasih noge, pa recimo, da v plavutih imajo prste, vse prste. Ja. Ja, ali pa recimo, da v nizki vodi, ko še pride svetloba, lahko gledajo, ko grejo pa v globoko, se pa začnejo orientirati zvokom, tako da oddajo zvok in poslušajo, kdaj pride odboj, in s tem jih v bistvu tudi kapitan ladje najde, da jih lahko pol mi opazujemo. Ja, ima tako napravico, da sliš pod vodo. Pa recimo, da sem na sever pridejo samo samci, zato ker za samice je prenevarno, ker bi jih lahko orke pojedle, ker je tle tudi dosti ork, tako da one lepo na toplem ostanejo, pa se lepo grejejo celo poletje in celo zimo in celo življenje. Samci pa pridejo sem, da lepo se napapcajo, ker je tle veliko rib in hrane in lepo debeli ratejo, da lahko pa lažje punce dobijo v toplih vodah. Tako da ja, to so. Ker zanimivo je bilo vse skupaj. To je ene par faktov, ja. Res ful nama je bilo všeč in vredno denarja in mraza. Vse so nam dali toplo juhico za jesti, tako da so se oddolžili. Ja. Tako da ja, to je to za danes. Se vidimo v naslednjem vlogu. Ja.